Pozdravljeni in dobrodošli pri Kovačniku v nebesih na Pohorju. Danes bom teta Barbka za vas pripravljala koprivno juho s čemažem na špili in rogljičke s pehtranom. Pa se kar lotimo dela. Vzamemo čebulo in jo nasekljamo. Rabimo kar nekaj čebule. V primeru za 8 oseb nekje vzamemo 3 čebule, katere bomo pražili kar dolgo, da bojo dobile tako lepo zlato skorjico. Jaz sem uporabila rdečo, vi pa komot vzamete tudi navadno belo čebulo. Tale je domača, šelanska. Takle čebula je nasekljana in jo damo v lonec. Ker vredo je huda. Takle. Pražili jo bomo na maslu. Kakšnih 50 gramov. Takle čebula lepo diši. Zlate barve je in dodali bomo še krompir in korenje, kakšnega pol kilograma, pa mogoče tudi lahko pol manj korenja ali pa enako vredno, po želji. Mešamo, solimo, rajši najprej malo manj, pa bomo potem poskusili in dosolili po potrebi. Jaz običajno popram kaj dosti ne takih zelenjavnih juh, ker imam raje ta okus prvotni zelišč, da poper ne prikrije, no, kakor želite. Če pa imate rajši pikantno, pa komot poper dodaste. Takle. Zdaj vmes mogoče pogledamo razliko med čemažem in šmarnico. Razlika je očitna. Recimo, to je šmarnica, iz katerega stebla gre več listov. Nikoli ni en sam list, vedno jih je več. Zmanjšamo. Pri čemažu je pa samo en list. In če nismo sigurni, enostavno malo zmučkamo list in poduhamo, ne. Lahko tudi damo na jezik. Ne more zgrešiti okusa po česnu. Takle, tule se naša osnova za to koprivno juho duši. Kaj dosti vode tu v začetni fazi ne dodajati, ker želimo, da dobi jušna osnova okus po zelenjavi. In tako delamo pri Kovačniku vse zelenjavne juhe. Torej, to je osnova za raznovrstno zelenjavno juho. V našem primeru bo danes pomladanska kopriva. Čez poletje bomo vložili mogoče grah, pozimi korenje, jeseni bučo. Tako da je fajn imeti eno tako osnovo, recept, ki funkcionira oziroma je uporaben na več načinov. To je tudi nekako moj smisel kuhanja, da ne kompliciramo preveč, ne, ampak da čim bolj enostavno, ker kdo pa ima danes čas kuhati in res komplicirati na dolgo.
Takle naša zelenjava je pripravljena, krompir in korenje smo dušili do mehkega več kot 1 uro. Vmes sem dodajala vodo, da se ni vse skupaj zasmodilo. Sedaj nam pa tu že vreje voda in bomo pokropali koprive. Takle, koprive na hitro pokropamo, ugasnemo takole. Jih precedimo. Sedaj pa rabimo še vodo, da zalijemo jušno osnovo. Tale čaj, pod narekovaj, vodo, s katero smo pokropali koprive, pa nikakor ne zavrzite, ampak spite. To je namreč odličen detoks, zdaj v času spomladanskega čiščenja in pravzaprav je kopriva rastlina, ki je zelo zdravilna in bi jo morali piti ves čas, takšen koprivov čaj za čiščenje telesa in je več kot dobrodošla v vsaki kuhinji. Takle koprive so pripravljene, zdaj pa lahko že končujemo juhico, zalijemo to jušno osnovo z vodo, dodamo koprive, in vse skupaj premiksamo. Takle, koprive so zmiksane. Juhico moramo še probati, če smo jo dovolj solili. Verjetno bo treba še malo dodati soli. Gostota juhe je v redu, ker smo imeli krompir kot zgoščevalec. V primeru, da delamo večjo količino juhe, bi jo lahko zgostili s kakšnim koruznim škrobom. V našem primeru je ravno prav gosta, tako da ne rabimo zgoščevati z dodatno količino moke, lahko bi pa v primeru, da se bi vam zdela preredka, uporabili kakšen koruzni škrob, da bi lepo teksturo dobili tako gladko. Nadaljujemo s čemažem na špili, tako sem poimenovala pravzaprav čemažev zavitek. Tisti, ki ste pri Kovačniku že bili na kosilu, ste to jed zagotovo že jedli, ker je stalnica v naši spomladanski ponudbi. In sicer sem tukaj že pripravila testo, zamesila sem na stroj in sicer enak del skute in enak del masla poženemo naprej, penasto vmešamo in dodamo 1,5 moke z vinskim kamnom. V testo sem prav tako že vmešala nekaj nasekljanega svežega čemaža, kakšno pest. Takole zdaj razvaljamo testo. Ko ga zamesite, je to testo precej pacasto, zato mora obvezno počivati. Takole. Testo je razvaljano, tudi približno na pol centimetra debeline. In sedaj še po testu lepo razmažemo čemažev pesto.
tega pripravite enostavno tako, da se sekljate sveže liste čemaža, dodate oljčno deviško olje in sol. Je pa to v ponudbi kmetije Kovačnik tudi ena izmed dobrot, ki je možna za nakup. Takole razmažemo po testo čemažev pesto. Ne bom namazala čisto do konca. Tako, dovolj bo. Stvar je zelo podobna kot pri potički. In sedaj bom še samo lepo zavila, povila zavitek. Takole. Takle, in dobili smo en lep štrukeljček. Lahko bi ga dali takega, pravzaprav pečico v kosu peči, vendar jaz se bom odločila za razrez, ker je čemaž na špili, ne? Se pravi, ga bomo narezali na mogoče centimeter debele rezine in vse skupaj pekli na ogreti pečici na kakšnih 200 stopinjah, približno 20 minut. Položimo na peki papir. Takole. To testo je, se pravi, pripravljeno brez jajc, samo skuta in maslo je dodano. Takole. In damo pečico na 200 stopinj. Takle, teta Barbka, kot sem rekla, ne komplicira z recepti in zato bom vam pokazala še eno finto. Naredila sem še različico tega istega testa s pehtranom. Se pravi, bomo uporabili enak recept na sladko. V bistvu na piškote s pehtranom. Ponovno razvaljamo. Tukaj sem za razliko od prejšnjega v testo vmesila pehtran. Tole bomo malo bolj na okroglo razvaljali, ker ga bomo oblikovali v rogljičke. Se pravi, to je eno tako univerzalno večnamensko testo, ki se strašno fajn valja, zelo prožno. In vsaka še tako mlada gospodinja se ga bo z veseljem lotila, ker je resnično enostavno za pripravo. Takle, vzela bom kolešček. Takole. Nadevali pa jih bomo seveda s kovačnikovo marmelado. Tukaj se bo fajn podala zraven rabarbarina v tem času. Saj sem vam prejšnjič povedala, da jaz kot mlada gospodinja nisem imela pojma o kuhanju in zato želim deliti to znanje z vami na enostaven način, ker ni potrebno neke visoke kulinarike, važno je, da so stvari dokaj zdravo pripravljene iz naravnih sestavin in da so domače.
Takole. Sedaj bom vzela en košček testa ven. Bomo lažje zavili. Polagamo spet v pekaček. Takole. Zagotovo ima vsaka na vrtu sadiko pehtrana, jer je zdaj v tem času lepo zagnal. In čim bolj izkoristimo naša zelišča. Takole, sedaj bomo pekli tudi te rogljičke v pečici na 200 stopinjah, kakšne 20 minut. Takle, naša koprivna juha je pripravljena. Komaj čakam, da jo probamo. Bomo postregli. Takole. In serviramo še naš čemaž na špili. To naredimo tako. Skozi damo špilo ali dve. In položimo na krožnik. Takole. Zraven smo še naredili rogljičke iz istega testa, samo na sladko. Ker ni dodanega v testo samem nič sladkorja, jih še povaljamo v štab cukru. Ali pa ne, no, ni mus, po želji. V bistvu so dobri tudi brez, ker je že skuta noter in je že in marmelada. Rogljiček sam po sebi sladek. Ampak včasih paše, ko nam cuker pade, malo pregrehe. Takle. Danes sem za vas, teta Barbka, pripravljala koprivno juho s čemažem na špili in rogljičke s pehtranom. Če vam je bilo všeč, se naročite na moj YouTube kanal in obljubljam vam, da se vidimo spet prav kmalu.